Hvala lepa, Maja. Dober dan, spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat, drugič. In sicer danes, kot je že kolegica Maja povedala, se bomo ukvarjali predvsem z deljenjem raziskovalnih podatkov oziroma z ravnanjem z raziskovalnimi podatki, in sicer v okviru, bi rekel, zahtev financerjev programa Obzorje Evropa, pa vendarle, kot še enkrat, te zahteve v veliki meri, pravzaprav bi lahko dejal na področju raziskovalnih podatkov in ostalih raziskav v celoti, bodo zapisane tudi zelo verjetno v naših podzakonskih aktih, tako da vam lahko to služi tudi kot neke vrste opomnik, tudi sicer za ravnanje, ne zgolj samo v Obzorju Evropa. Zdaj, neka temeljna načela ravnanja z raziskovalnimi podatki v tem programu lahko zapišemo morebiti v dva stavka. En stavk je, da se moramo ravnati po načelu odprto, kolikor je mogoče, in zaprto, kolikor je potrebno. Se pravi, v vsakem slučaju se morate pač prizadevati, da odprete res podatke v takem obsegu, kolikor vam pač dovoljujejo različne okoliščine, od vaše recimo integritete v smislu, ne vem, zaščite vaših podatkov ali pa, ne vem, kot smo že zadnjič rekli, kakega patentnega potenciala in podobno. Skratka, pa do recimo kakih drugih okoliščin. Vsekakor je pomembno, da res izkažete trud na tem področju, pač to je neka taka zahteva, zelo temeljna programa in Evropske komisije, svet kot financerja. Druga stvar pa je tukaj, da govorimo o ravnanju s raziskovalnimi podatki po načelih FAIR. In ko bomo mi ta načela FAIR spoznali podrobneje danes, boste ugotovili, da je pravzaprav to dejansko nek zelo tako nov koncept, sicer v znanstveni komunikaciji, ampak popolnoma razumljiv v tem smislu, da dejansko podatki dobijo nek pomen, vsebinski pomen, širši, da lahko drugi raziskovalci, drugi uporabniki te podatke uspešno uporabljajo, ponovijo vašo raziskavo konkretno ali pa naredijo kako drugo raziskavo. Skratka, tukaj gre za resen tak, kako bi rekel, dokaj nov pristop, ki je pa pomemben. In bomo tudi tako zelo podrobno spoznali to, kako to gre. Zdaj, pač, kot sem že zadnjič rekel, jaz nočem niti časa izgubljati, pa niti biti preveč pokroviteljski, kajti vi ste raziskovalci večinoma in vi poznate, kako ti procesi potekajo. Pač te prosojnice so nek standard, ki jih pač uporabljamo zelo širokemu krogu uporabnikov, tako da jaz vam ne bi zdaj tlele dolgo in široko razlagal, kaj pomeni ravnanje z raziskovalnimi podatki, to poznate, in sicer je to en kup nekih procesov, od ustvarjanja, mi rečemo ustvarjanje, to pomeni ali zbiranje ali pridobivanje podatkov, potem recimo digitalno skrbništvo, shranjevanje, trajna hramba, recimo en vidik je zagotavljanje kakovosti, recimo meta podatkov tudi, potem recimo na kak način, en vidik je tudi na kak način boste dodeljevali trajne identifikatorje vašim podatkovnim setom, kako boste omogočali ponovno uporabo skozi ustrezne licence in tako naprej. Skratka, ravnanje z raziskovalnimi podatki je zelo širok termin, ki obsega množico različnih procesov. Jaz tudi verjamem, da je, kolikor je meni znano ali pa kolikor imam jaz izkušenj v skupinah ali pa kakih konzorcih, so pogosto prav posebej zadolženi ljudje, samo raziskovalci, samo za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Tako da, kakor se pač organizirate, je pa to res en kompleksen proces. In seveda tudi nepogrešljivo, pri vsaki raziskavi s temi raziskovalnimi podatki na nek način ravnate. Se pravi, ali jih ustvarjate, ponovno uporabite, interpretirate, kakorkoli pač, vedno na nek način je ravnanje z raziskovalnimi podatki v raziskavah, kjer podatki sploh so ustvarjeni ali ponovno uporabljeni, je to del raziskovalnega dela. Deloma v humanistiki in pa v družboslovju morda so kakšne raziskave, kjer podatkov recimo ni, večinoma to v humanistiki, ampak zelo redko,
medtem ko v ostalih vedah skoraj praktično ni raziskav, ki ne bi bile utemeljene na nekih podatkih. Zdaj, Evropska komisija, pa tudi sicer, se uvaja nek termin načrtovanja odgovornega ravnanja s podatki. To boste pogosto zasledili, responsible research data management, to ni tako zgolj beseda odgovornost, vse to res to pomeni, ampak je v bistvu neke vrste standard, ki predstavlja ravnanje z raziskovalnimi podatki v skladu recimo z nekimi etičnimi načeli, v skladu z načrtom ravnanja z raziskovalnimi podatki, v skladu s politikami financerjev, ter v skladu z vsemi drugimi interesi, recimo interesi vaših institucij ali pa interesi vaših kolegov, recimo iz drugih institucij in tako naprej. In eno izmed ključnih načel tega odgovornega ravnanja v obzorju Evrope in tudi sicer je ravnanje po načelih FAIR. Zakaj je to ključno? Zaradi tega, ker v bistvu s temi načeli FAIR vi omogočite drugim vašim kolegom raziskovalnih skupnosti, pa tudi konec koncev lahko rečemo tudi širši javnosti, če se pač kdo tako zna s tem spopasti, da lahko te podatke dejansko analizira, uporablja ali jih kakorkoli drugače interpretira. Tako da s tem se bomo res pogosto srečevali. In zdaj v bistvu, kaj ta načela FAIR so, kaj predstavljajo. Načela FAIR se običajno ali pa praviloma uporabljajo za deljenje vseh znanstvenih izsledkov ali pa znanstvenih raziskav, ampak še posebej pomembna so pri deljenju raziskovalnih podatkov. Se pravi, v bistvu imamo raziskovalne podatke, ki jih ustvarite ali kakorkoli drugače pač pridobite nekje, ponovno uporabite, ki so temelj recimo vaše raziskave. Se pravi, imate podatke, na podatkih utemeljite potem neke rezultate, te rezultate potem interpretirate, uvržete hipotezo ali jo potrdite, to objavite v obliki nekega članka ali kakršnekoli druge objave. Skratka, ampak podatki so tisti temeljni štof, na katerem gradite potem celotno vašo raziskavo. Zdaj, FAIR predstavlja, ali pa verifikacija, predstavlja proces pretvorbe podatkov v to obliko, ki je skladna z načeli FAIR. To pomeni, da vi vaše, če rečem temu, surove podatke ali pa podatke, ki so popolnoma, bi rekel, izven vsakega konteksta, tako vsebinskega kot kakršnega koli drugega, uredite skozi te postopke na način, da so dostopni, da so najdljivi, da so dostopni, če grem po vrsti, da so interoperabilni, da so del širše neke gruče teh podatkov, sicer v skupnosti, in pa da so ponovno uporabljivi. Tukaj bi kar takoj omenil, zelo pomembno je, ko boste ustvarjali podatke, prvi korak k temu, da lahko sploh implementirate FAIR je, da metapodatke ustvarite v taki obliki, pa tudi podatke same, ki so strojno berljivi. Se pravi, da so v neki ali digitalni kodi zapisani ali kakorkoli drugače strojno berljivi, da niso v analogni obliki, se pravi, niso na papirju, v nekih tabelah, ampak da jih lahko uporabljate s pretočnostjo teh podatkov po digitalnih kanalih. Zdaj, načela FAIR, če začnemo s črko F, se pravi, ta FAIR kot kratica, vemo, kaj po angleško pomeni. Ja, seveda, če govorimo o neki pošteni znanosti ali pa FAIR znanosti, bi lahko to uporabili kot del te naše besedne igre, s katero se lahko igramo, ampak načela FAIR v resnici pomenijo standard deljenja podatkov in sicer prva črka F, to je akronima, predstavlja zagotavljanje najdljivosti in sicer ta findable. Jaz imam zdaj tle metapodatke in podatke, metapodatke imamo v oklepaju, se pravi, ko tole povem, to velja za oboje, se pravi, metapodatki in podatki morajo biti enostavno najdljivi, tako strani fizičnih uporabnikov, se pravi, če kdo sam brska po kakih bazah podatkov, kot tudi recimo strani raznih iskalnih algoritmov, se pravi, kakšni roboti, indekserji, kakorkoli pač. Se pravi, primerno je, da so pripravljeni na tak način, da se jih da indeksirati, da so potem najdljivi kot rezultat tega indeksacije. Tukaj imamo 4
4 kazalnike, in sicer F1 govori o tem, da morajo metapodatki in podatki biti opremljeni s PID-om. Zadnjič smo že govorili o PID-ih, to so trajni identifikatorji digitalnih objektov, kot so na primer DOI ali pa handle. Zdaj za podatke se večinoma uporablja prav ta dva, DOI pa handle, mora biti še kak drug, URN recimo, kakorkoli, ampak DOI je pravzaprav trajni identifikator, ki ima največjo povedno moč, v svoji sintagmi nosi tudi druge metapodatke, ne zgolj samo metapodatke o samem objektu, tudi recimo o avtorju, o afiliaciji in tako naprej, skratka. Potem zelo pomembno ta F2, podatki so vpisani z obogatenimi metapodatki. Podrobneje se bomo o tem še pogovarjali, predvsem v reusable. Tle bomo govorili tudi potem o vpisu podatkov, o vpisu raziskovalnih podatkov, o vpisu izvora, provenience raziskovalnih podatkov. Skratka, podatke morate vpisati ne zgolj s tistimi zapovedanimi metapodatki z minimalnim standardom, kot so recimo avtor, pa naslov raziskave, naslov financerja, afiliacija, ampak tudi vsebinski kontekst je tle zelo pomemben, ki ga lahko v različnih oblikah izrazite. Bomo tudi to videli, ampak ja, obogateni metapodatki, se pravi, vsebinski kontekst je treba poudariti. Potem metapodatki morajo vsebovati enoličen identifikator podatkov, ki jih opisujejo. Se pravi, to pomeni, da med temi metapodatki mora biti tudi, recimo, če rečemo temu, spletna povezava, najmanj kar je do podatkov. Če govorimo pri člankih o celotnem besedilu, to celotno besedilo analogija, se pravi, do podatkovnega seta mora v metapodatku biti spletna povezava. In pa metapodatki so indeksirani v bibliografskih indeksih, ki omogočajo iskanje. Tukaj govorimo predvsem o kakih repozitorijih, agregatorjih repozitorijev, recimo OpenR standard zagotavlja pretočnost iz repozitorijev institucij v neke agregatorje potem in lahko še kdo drug, ki najde kakšne vaša dela, kot taka, ne samo podatke, tudi kaj drugega. Skratka, potruditi se morate, da vi vaše podatke ne spravite samo na vaš nek interni disk, recimo intranet, ampak da omogočite, da so indeksirani v kakršnekoli bibliografskih indeksih, ki omogočajo potem, da jih drugi uporabniki, če rečem tako, najdejo. Zdaj, drugo načelo je načelo accessible, zagotavljanje dostopnosti. Se pravi, zdaj smo v bistvu podatke spravili v nek repozitorij, ustrezno označili z metapodatki in s to trajnim identifikatorjem. Naslednji korak je pa, kako do podatkov dostopati, kako jih uporabiti. Se pravi, dostopni morajo biti z uporabo pripadajočih identifikatorjev in sicer po nekih standardnih komunikacijskih protokolih. Ti standardni komunikacijski protokoli ne bodo univerzalni in pa, če se da, brezplačni, odprti. Recimo to je HTTPS ali pa, če rečem, FTP ali pa kaj podobnega. Zdaj, ni nujno, in s tem se boste pogosto soočili, da do podatkov kar tako pristopite. Če rečemo, da so odprti, še ne pomeni, da ne potrebuje nekdo, mislim, da ne potrebujete na kakem določenem mestu, kjer boste do podatkov dostopali, narediti neko autentikacijo. V EOS-ku je ogromno. Jaz sem bil, ko smo to sestavljali v EOS, ko smo prav ta vidik zelo podrobno obdelali, se pravi, da ne pride do zlorab, da ne pride do kakršnihkoli težav na tem področju, kakih, bi rekel, manipulacij, je pogosto potrebno, da se autenticirate. Še najbolj konkretna autentikacija je, če omogočite, recimo, ali pa če repozitorij omogoči preko z uporabo tega ORS-ID-ja, se pravi, z uporabo nekih standardnih enoličnih identifikatorjev avtorjev. Tako da to je eden izmed pomembnih vidikov, da veste, da odprto sama še ne pomeni, da so odprti kar tako, ampak da so odprti v smislu možnosti uporabe skozi neke autentikacijske, avtorizacijske postopke. In pa ena zelo pomembna stvar na to, morate tudi biti pazljivi, da vas zdaj ne bo kdo zakačil. Se pravi, tale A2, metapodatki
morajo ostati dostopni tudi potem, ko podatki sami niso več na voljo. Se pravi, vi pač neko raziskavo delate, določite v metapodatkih, dokdaj so podatki dostopni, repozitorij običajno to zna sam prepozna in v danem trenutku, ko do tega datuma pride, podatki sami niso več dostopni, ampak metapodatki pa ne ostanejo, zato da se bo vedel, da je delo upravljeno. To je pomembno tudi v primeru, ko boste naredili kako izjemo, se pravi, ko boste rekli, da podatki iz določenih razlogov, zadnjič smo že gledali, pa nekaj smo že danes rekli, 2 razloga, tako vsebinsko sta pomembna, pač podatkov ne morete dati na plano, pač ne vem, boste nekaj patentirali, ampak metapodatki morajo biti tudi v tem primeru dostopni, zato da se ve, kdo lahko, mislim, da je to bilo upravljeno. Potem imate pa različne metode, kako do tega lahko dostopajo ljudje. Ali vas pokličejo, pa recimo sami presodite, ali imate kako varno sobo, pa tam lahko podatke pregledajo, skratka, to je, ampak predvsem pa govorimo o tem, da tudi potem, ko niso več dostopni metapodatki, podatki, morajo informacije o tem obstati. Zelo pomembna stvar je interoperabilnost, tukaj govorimo o tem, da so podatki interoperabilni v neki znanstveni skupnosti na določenem znanstvenem področju. To pomeni predvsem to, tale I1 je pomemben, da so zapisani v formalnem, splošno dostopnem in široko uporabljenem jeziku za razširjanje znanja v skupnosti. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da uporabljate v metapodatkih in podatkih samih terminologijo, ki je na določenem znanstvenem področju pač priznana. Tukaj govorimo recimo o priznanih ontologijah, o priznanih taksonomijah. Zdaj, take stvari zelo veliko generirajo same skupnosti. Se pravi, da se tle zelo splača pogledati, kaj je bilo v vašem okolju že narejenega in to uporabljate. Vkolikor pa ni še bilo na tem področju kaj novega narejenega, je pa to treba pol tudi v bistvu pri deljenju rezultatov vaših raziskav tudi objaviti, če ta recimo neka nova taksonomija ali pa nek nov red teh besedišča nastane kot rezultat vašega raziskovalnega dela. Ampak zelo običajno se ta terminologija, da rečem, kakšni geslovniki ali pa tovrstne zadeve uporabljajo znotraj skupnosti. Recimo, ne vem, zadnjič smo ravno gledali ene taksonomije na področju akumulatorjev in baterij, in je zelo pomembno, kako se zapiše pravilno, da ne napišemo akumulator, ampak baterija. In potem smo šli gledati naprej in smo videli na koncu članka spisek, ne vem, več kot 120 taksonomij in ontologij, in že samo na tem ozkem področju narejenih. Skratka, to je pomemben vidik. No in potem tudi ostala 2, se pravi, sploh ta drugi, geslovniki, ki sledijo načelom FAIR, skratka, ki so tudi na tak način dostopni. In ponovna uporaba. Se pravi, ključni cilj financerja v tem primeru Evropske komisije je, da se omogoči ponovna uporaba. In to lahko, kot že večkrat omenil, z 2 vidikov, ali da se vaša raziskava ponovi, ali pa da se neka druga raziskava, ki je zelo sorodna, z vašimi podatki ustvari. Zdaj, metapodatki morajo biti zelo dobro opisani, da se to omogoči z mnogimi ustreznimi atributi, smo že rekli, obogateni metapodatki. Metapodatki in podatki morajo biti opremljeni tudi z ustrezno licenco. V tem primeru je ta najbolj široka možna licenca Creative CC0, CC0, se pravi, ki praktično omogoča manipulacijo s podatki potem naprej. Zelo pomembno je pravilno razumevanje provenience, se pravi, vpis raziskovalnih podatkov. V tem se bomo podrobneje še ustavili, ampak to je izredno pomembno, eden izmed najbolj pomembnih vidikov, ki zagotavlja tako ponovno uporabo, kot tudi interoperabilnost. Se pravi, vpis, kako so podatki bili ustvarjeni. In pa seveda spet, metapodatki morajo izpolnjevati neke standarde, ki so na določenem znanstvenem področju, to so tudi različni.
standardi pač razno razni. Zdaj več spet, kot že pri odprtih objavah, imate tudi tle linke, do katerih boste lahko dostopali. Zdaj, kot smo že omenili, načela FAIR ne pogojujejo odprtosti same kot take. Podatki so lahko FAIR, če so odprto dostopni, pa tudi če ta dostop, kot smo že rekli, ni odprta, da je omejen. Lahko je le del podatkov odprt, lahko, kot smo že rekli, se določi način uporabe teh podatkov. Po drugi strani pa sama odprtost podatkov, če kar tako nanizate tam nek niz podatkov, še ne pomeni, da so skladni z nekimi načeli FAIR. Zdaj, načela FAIR se uporabijo običajno, sploh pa v kombinaciji z deljenjem raziskovalnih podatkov, tudi za uporabo za deljenje drugih rezultatov raziskav. Recimo, pač, ko delite raziskovalne podatke, se morate postaviti v vlogo, da želite rezultate ponovno uporabiti. Se pravi, podatke ponovno uporabiti. In potem morate si zamisliti, kaj vse mora nekdo, ki bo to delal, imeti na voljo, da bo lahko to ustrezno, kredibilno, z neko mero znanstvene integritete upravil. To pomeni, da potrebuje ne zgolj samo podatke same, ampak da mora poznati, recimo, mora biti kakšne delovne procese, mora biti kakšne protokole, mora biti kakšno programsko opremo, mora biti tudi kakšen vzorec. Vse to, kar ustvarite, pač morate potem v bistvu deliti zraven z podatki samimi. In to se običajno potem lahko zapiše v metapodatkih, v različnih pojavnih oblikah sicer, ampak bomo tudi omenili, katere so morda za vas najboljše. Zdaj pa še, se pravi, priporočamo, to je pa tako eno splošno pravilo, zdaj pa verjetno ga poznate, ampak ko ravnate z raziskovalnimi podatki, je priporočena neka, bi rekel, robustno upravljanje. Se pravi, poskušate omejiti kakršnakoli tveganja pri hrambi in uporabi podatkov in pa drugih raziskav. Se pravi, poskušate v bistvu že pri samem nekem delovnem procesu ali pa v življenjskem ciklu podatkov znotraj raziskave same zagotavljati ta vidik. Ampak to verjetno poznate, tako da ni potrebno, ne vem, kaj veliko razlagati. Zdaj mora biti neki pomembni elementi pri upravljanju podatkov, ki si jih bomo morda tudi ogledali, se pravi, kot smo že rekli, trajni identifikatorji digitalnih objektov, zaupanje vredni repozitoriji, načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki, licence. In zdaj mora biti, če si pogledamo trajne identifikatorje, tako imenovane PID, Persistent Identifiers, pač praktično v obzorju Evropa ne boste nobenega dela več mogli verodostojno, bi rekel, objaviti oziroma ga, bi rekel, predlagati kot vašo referenco, brez da bi to delo bilo označeno s tem PID-om. Se pravi, tukaj na to morate biti pozorni. Pač ti PID-i predstavljajo enolične in trajne povezave do različnih digitalnih objektov in tudi potem zagotavljajo, bi rekel, obstoja tega digitalnega objekta. Ne samo obstoj, tudi najdljivost, neko trajno najdljivost. Se pravi, digitalni objekti so lahko objave, raziskovalni podatki, lahko so pa tudi neki nedigitalni objekti, ki so tudi zelo zaželjeno, praktično skorajda nujno, ki so označeni s temi PID-i. Recimo, raziskovalci zelo dobro poznate ORCID, potem so tudi PID-i za afiliacije, za projekte, posamezne in tako naprej. Pač za digitalne objekte se najbolj pogosto uporablja DOI, zelo pogosto uporabljajo tudi handle. Mi bomo, mislim, da ta handle implementirali v DIRUS v letošnjem letu. Je pa to res pomembna stvar, zaradi tega, ker brez tega praktično se digitalni objekt, v vašem primeru, pri članku ni taka težava, sploh podatkovni set, pa mimogrede izgubi potem. Tukaj imate možnost, da si potem sami podrobno to ogledate, preberete. Ta članek je zelo zanimiv, ker pač našteje vse digitalne, bi rekel, tudi za tele PID-e, tudi za nedigitalne objekte. Zdaj,
govorili smo že o zaupanju vrednih repozitorijih, vendar pri podatkih je treba še posebej biti pazljiv, kaj so to zaupanje vredni podatkovni repozitoriji. Ker namreč pri člankih ni tak problem, članke objavite v kakšni znanstveni reviji, velika večina znanstvenih revij ima to, bi rekel, ta vidik urejen, vi prenesete pol version of record, rečemo temu, tisto kopijo, ki ste jo objavili v repozitorij in seveda prenesete tudi tale doj ali pa ne vem, kjer drug pit, s katerim je v reviji članek označen. Medtem ko tukaj, pri podatkih ste pa vi tisti, ki boste to mogli tvoriti. Je treba paziti, da pač je to narejeno na tak način, da vse te elemente repozitorij upošteva. Zdaj, ali je repozitorij zaupanja vreden, pogosto presojajo podatkovni skrbniki, data stewards. Jaz moram tukaj opozoriti, to niso knjižničarji. Data stewards je to en poseben profil, mimogrede z velikim veseljem lahko povem, da bomo v sredo, mislim, da naslednjo sredo, 15. prvega podatkovnega skrbnika zaposlili tudi CTK in vam bo na voljo, mora biti ne v taki obliki, kot bi mogel biti sicer izvorno, ampak to je začetek. Namreč podatkovni knjižničar vam lahko nudi bibliografsko podporo na tem področju. Nekaj da v repozitorij, potem lahko stvori metapodatke, lahko handla z linki in tako naprej. Medtem ko podatkovni steward je pa pravzaprav bolj ali manj raziskovalca, ki deluje v okviru tega raziskovalnega projekta. Idealno je, da bi bil res del projekta, kjer bi skrbel za vse vidike ravnanja s podatki, recimo kuracije, se pravi tako reči, kaj je skrbništvo, digitalno skrbništvo, potem recimo trajna hramba, etc. Ko bomo stroške si pogledali, strošek za, bi rekel, ravnanje z raziskovalnimi podatki, tudi strošek osebja, je upravičen strošek iz pogodbe o financiranju. Sam ga morate navesti v načrtu ravnanja. Se pravi, podatkovni skrbniki imajo tu veliko vlogo. Zdaj, zaupanje vredni repozitoriji so certificirani repozitoriji po različnih standardih, recimo Core Trust Seal, po DIN, po ISO, tudi DIROS. Imamo letos v načrtu, da bomo v okviru projekta DIROS Data, se pravi podatkovne storitve DIROS Data, certificirali naš program DIROS, ampak nas čaka to ogromno dela še. Ampak naš cilj je, da to naredimo. Trenutno moram reči, da ni z tega vidika ni certificirana, ni popolnoma zaupanje vreden, kar se tega tiče. Potem področni repozitoriji, tukaj je morebiti ne bolj idealna pot za shranjevanje vaših podatkovnih setov. Skratka, če želite zagotoviti zelo veliko ali pa če želite recimo veliko diseminacijsko moč, se pravi, da želite čim večjo interoperabilnost tudi zagotoviti, potem se vam morebiti ne bolj splača vaše podatke spraviti v nek področni specializiran repozitorij na vašem področju, če obstaja. Se pravi, nek res, recimo, ne vem, če se, da rečemo zdaj, čez palc govorim na področju mikrobiologije, ali pa recimo, bom rekel, na področju iz svojega foha, če kak biotehnik, živinoreje, z področja mlekarstva, recimo kakovost mleka, je lahko na tem oskem področju kak področni repozitorij, ki se samo s tem ukvarja. In če vi vaše podatke date tam, recimo, da se ukvarjate z neko kakovostjo mleka, z nekimi različnimi vidiki, v tak, bi rekel, repozitorij je veliko večja verjetnost, da bodo vaši podatki ustrezno, bi rekel, interoperabilni, se pravi, uporabili boste neke metapodatkovne sheme tega repozitorija, uporabili boste recimo taksonomije tega repozitorija pri tvorbi metapodatkov, če obstajajo seveda in tako naprej, in boste v bistvu zelo, bi rekel, zagotovili tako interoperabilnost in tudi ponovno uporabo, kajti tako kot recimo določene revije z posameznih znanstvenih področji berejo samo raziskovalci v teh znanstvenih področjih, tako kot tudi podatkovne repozitorije uporabljajo res tisti specializirani. Tako da to je ena dobra plat, ampak to morate sami, bi rekel, pregledati te stvari. Zelo pogosto se take stvari pogovarjajo na znanstvenih konferencah, se pravi, da so kakšne take reči, bi rekel, predstavljene. Potem imamo pa še neke splošne
institucionalne repozitorije, ki pa imajo značilno zaupanje vrednih repozitorijev. To so pa recimo, ne vem, repozitoriji, kot so Deros, Zenodo, kaj so še, kakšni taki podobni, RUL, repozitorij Univerze v Ljubljani, kjer pač lahko te podatke tudi spravite, vendar je ta diseminacijska moč nekoliko manjša. Jaz vam povem čisto moj tako, če bi jaz bil raziskovalec, katero pot bi ubral. Jaz bi res iskal področni repozitorij, ki bi bil ustrezen, ki bi dejansko bil zaupanje vreden tudi in tako naprej, prepoznan v skupnosti na področju. Potem bi pa meta podatke in pa informacije o tem, da so tam v tem področnem repozitoriju, to pa v Deros ostalo, ali pa v RUL in pa v Kobis. Se pravi, da bi dejansko, bi rekel, v Deros pa v RUL dal samo meta podatke in pa povezavo potem do podatkov tam. Ker s tem več muh na en mah ubijete. Po eni strani zagotovite interoperabilnost, ponovno uporabo, pa seveda diseminacija je optimalna v tem primeru. Zdaj, smernice za podatkovne repozitorije najdete lahko tudi na različnih posameznih linkih. Pogosto se zgodi celo, zdaj v obzorju Evropa, se kar srečujemo s tem, da je celo na kakšnem programu zahteva, da morajo repozitoriji biti usklajeni z zahtevami tega EOS-ka, European Open Science Cloud, in to si lahko tudi preberete na tem portalu. Se pravi, da mora biti repozitorij del, kot bi rekel, kot infrastruktura vključena v katalog EOS-ka. Zdaj, nek imenik zaupanja vrednih repozitorijev najdete na tej spletni strani, recimo kako to zgleda. Jaz sem tukaj izbral en repozitorij, Cambridge Structural Database, iz čist posebnega področja kemija, takole splošen opis. Tukaj imate tudi v bistvu posamezne vidike, ki zagotavljajo to zaupanje, če rečem tako, in so tukaj recimo vseh 6 je izpolnjenih. Potem je pa posamezen opis teh, oziroma bi rekel opis repozitorija samega, se pravi informacija o repozitoriju kot takem, kdo ga je vzpostavil, kje, kako, potem informacije o instituciji, ki je od zadja, potem pogoje uporabe in pa standardi, ki jih repozitorij uporablja. Recimo Persistent Identifier System je DOI, potem recimo Data Citation Guide, skratka. Na tak način, a vidite, tukaj so pa meta podatkovni standardi. In če vi želite to vaše delo v tem repozitoriju, boste morali te meta podatkovne standardi upoštevati in očitno, da je ta DCC, Data Site Metadata Scheme, nekako standard na tem področju in ga lahko uporabljate. Tako pa pol pridete na sam repozitorij. Zdaj, drug pomemben vidik je načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. To je pravzaprav srce, bi rekel, pri ravnanju z raziskovalnimi podatki, se pravi srce tega delokroga, tega workflowa življenjskega cikla raziskovalnih podatkov je DMP, Data Management Plan, mi kar v kratici govorimo, ali pa v slovenščini NRRP. Vi boste našli predlogo za DMP obzorje Evropa na tem portalu Evropske komisije. Videli boste, da nič drugega to ni kot 42 vprašanj v zvezi z zagotavljanjem hrambe in dostopa do podatkov oziroma do meta podatkov. Zdaj, uporaba predloga DMP ni nujna. Mislim, če želite vi s podatki odgovorno upravljati, morate DMP ustvariti. Ampak ni nujno, da tega ustvarite. Ampak je pa priporočena, zato ker je nekako standardizirana tudi s pričakovanjem teh officerjev gor in tako naprej. Tukaj imate eno publikacijo, mislim, da je pravzaprav priročnik Science Europe, kako te DMP-je tvoriti. Zdaj, načrti DMP so neke vrste formalni dokumenti, ki dejansko gredo skozi vaš življenjski cikl. In DMP-ji so tudi del metodologije projekta. Saj v bistvu dobro upravljanje s podatki je dejansko pravzaprav temeljni pogoj, da raziskava uspe. Omeniti treba, da ta DMP je živ dokument. Ko boste vi v obzorju Evropa, ne vem, mislim, da je po 6 mesecih, da ga morate oddati nekasneje, tako nekako, ko ga oddate,
vi ga še vedno lahko spreminjate, bistvene sestavine tega lahko spreminjate. Lahko spremenite, da bodo podatki zaprti, kakorkoli, ampak morate to narediti. Se pravi, ne smete jih pa zapreti, brez da bi to navedli. Tukaj imate dva linka, in sicer namreč obstajajo različni repozitoriji, tle je Rio Journal pa DMP Online, kjer lahko vi svoje DMP-je objavite. Ampak ne samo, da jih objavite, tale dva linka sta za vas pomembna tudi zato, ker ste lahko vir informacij, da vi lahko druge DMP-je preberete. To pomeni, da lahko svoje DMP-je, svoje načrte ravnanja ustvarite po neki predlogi, ki jo najdete v teh bazah. In tle najdete kar veliko primerov dobrih načrtov ravnanja, dobrih DMP-jev, tako da vam priporočam, da si to gledate. Takole izgleda tale link na Evropsko komisijo, in lahko izberete. Zdaj, kateri so nujni vsebinski deli DMP, seveda vpis podatkov, natančen vpis ustvarjenih ponovno uporabljenih podatkov, vključno z vsebinskim vidikom, izvorom podatkov, tipom podatkov in tudi oceno obsega podatkov. Tukaj vas apeliram na vas. Zelo pomembno je to za vas. Zato, ker, a veste, znanstvena področja med sabo se zelo razlikujejo in ne moremo posploševati. Jaz vem za primer, ko en raziskovalec na Štefanu, mislim, da je z neko spektroskopijo v enem dopoldnevu ustvaril več podatkov, ko jih pa recimo nek družboslovni arhiv v celem svojem trajanju. Mislim, lahko pride do takih situacij. Tako da ta obseg podatkov, pa obseg diskovja, ki ga boste potrebovali, je zelo dobro treba predvideti, da nimate pol težav. Potem upisati treba, po katerih standardih, metapodatkih boste to vaše podatke upisali. To je predvsem v povezavi, če boste to naredili, je dobro, da že vnaprej veste, v katerem repozitoriju boste to objavili. Se pravi, koliko smo prej videli, če greste v tisti repozitorij, vidite, katere metapodatkovne sheme so in to zapišete in se tega tudi držite. Pri tem je treba vedeti, zakaj je to pomembno, da je zapisano, ker te kar veliki konzorciji so lahko sestavljeni iz različnih raziskovalcev, in je to ne samo, da je to, bi rekel, opomnik za vas, ampak je tudi, bi rekel, informacija znotraj skupine, ki zagotavlja neko vrste interoperabilnost med samimi raziskovalci, se pravi, da sledimo nekemu standardu. DMP ne vsebuje tudi podatke seveda v PID-u, potem informacije o zagotavljanju kakovosti življenjskih podatkov, kakovosti podatkov v življenjski dobi podatkov, koliko časa podatki ne trajajo, kot smo prej rekli, ne vem, še 2 leti po zaključku raziskave, trajna hramba in tako naprej. Potem način deljenja podatkov, predvsem katero licenco boste uporabili, kot smo že rekli, CC0, CC0 je tista licenca, ki vam najbolj ustreza. Potem upravljanje z drugimi raziskovalnimi rezultati. To je tudi zelo pomembno, se pravi, kot smo že rekli, naprimer, če vi kot del raziskave naprogramirate neko novo programsko opremo, da ustvarite podatke, morate vi te deliti ne samo podatke, ampak tudi to programsko opremo in jo tudi licencirati. Tam licenciranje kar zapleteno, mislim, tako je tudi pod CC, Creative Commons licenco lahko date, ampak ene posebne sorte, obstajajo neke posebne licence za to, ampak ja, treba je deliti tudi to, ker če vi delite samo podatke, ne pa programske opreme, ki ni standardizirana, potem ne bo nihče mogel teh podatkov. Če sem pa jaz, recimo, ne vem, citostatike v mleku, ajde, da rečem, izmeril z neko standardno proceduro na nekem standardnem orodju, je pa to treba zapisati in je tisto standardno orodje sicer dostopno, nisem si pa jaz tega, ni pa to moj rezultat, ne bom tega delil, moram pa deliti metapodatek o tem, kako sem to naredil, se pravi, da je to v bistvu tako, tudi pomembno. Potem pa pomembni vidik, stroški za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Stroški so upravičen del, bi rekel, stroški za ravnanje s podatki so upravičeni stroški iz pogodbe, vendar jih morate zapisati in tudi predvideti. Lahko so to stroški za materialni stroški, se pravi diskovje, karkoli, lahko so tudi morbiti stroški za nakup, čeprav pri tem je treba biti previden, ampak ja, ok, tudi kakšne opreme, ampak predvsem, kar je stroški osebja, so lahko tudi tukaj. Skupina si lahko privošči morbiti podatkovnega stewarda ali pa ne vem, kako ustrezno osebje, ampak morajo stroški biti v načrtu predvideni.
Zdaj takole izgleda obzorje Evropa, to je pač en Word dokument pravzaprav. Kot smo že rekli, mislim, da je običajno 6 mesecev, je pa v bistvu več kot 6 mesecev, mislim lahko tudi več, tudi manj odvisno od programa. Pri projektih, ki trajajo več kot 12 mesecev, je potrebno ažurirati ta DMP, in tudi ob koncu projekta, kjer je to pomembno, je treba DMP morbiti ažurirati. In kot smo že rekli, DMP-ji so odprto dostopni, objavite jih, ker ne boste nič izgubili s tem, če jih objavite. Saj v končni fazi vam nihče ne more tega vzeti. Glejte, mi smo v CTK prevedli program, se pravi DMP iz programa Obzorje Evropa. Pač odkrit povedan smo ga že objavili, čeprav imamo zdaj še eno revidirano verzijo v načrtu, da bomo še enkrat šli skozi, ampak kar je pomembno je to, da ni smisel te objave ta, da pišemo ta vprašanja v slovenščini, ker to vsak raziskovalec, ki zna angleško, mislim, vsi znate angleško, to razumete. Mi smo predvsem te anotacije dali not, se pravi, upisali smo, kaj mora biti zapisano in tudi opremili to z temi linki. Tako da imate na tem linku to že dostopno, Če boste pa podrobneje še, bi rekel, karkoli v zvezi s tem, seveda nas lahko tudi vprašate, pa spremljite na tem linku, če bo kdo želel. Lahko uporabite vse še naprej, ni samo, mislim, da je nekih 6 ali 7 točk. Lahko uporabite vse, lahko uporabite samo del tega, ampak tisti esencialni morajo biti, bi rekel, deli tega programa. Zdaj, provenienca, to je ključni del DMP, je provenienca in sicer vpis metapodatkov, ki ta omogoči interoperabilnost in ponovno uporabo. Na kak način so podatki nastali, kdo jih je ustvaril, kako so bili kalibrirana, kako so bila orodja kalibrirana, kakšni so metapodatki v zvezi s kalibracijo orodja in tako naprej in tako naprej. Izvor podatkov lahko dokumentirate na različne načine, naprimer po nekih standardih. V CTK smo analizirali tega, PCCS, potem so razni drugi, recimo DataCite, ECRIN, zelo se med sabo tudi razlikujejo, pač mi smo tega PCCS, bi rekel, se skozi pretolkali, ker je v bistvu, bi rekel, najbolj široka, najbolj vseobsegajoča. Tukaj imate en članek, kjer lahko to si tudi ogledate podrobneje. Predlagal vam bi, če koga zanima, eno predavanje kolega dr. Uroš Kunaverja, pomen izvora raziskovalnih podatkov pri interoperabilnosti in ponovni uporabi. To smo ga imeli približno 3 tedne nazaj in je zelo v redu predstavljena ta provenienca, kot rečemo temu. Se pravi, tukaj je pa recimo po tem standardu priprave na meritve, nivoji recimo ustvarjenih podatkov, dokumentacija ustvarjenih podatkih, recimo kdo je meril, kakšne zahteve so bile za pridobljene podatke, metapodatki, zajemu podatkov in tako naprej, kalibracija, programska oprema, se pravi zelo podrobno. Tako da tole vam jaz predlagam, da morda res ali pa kontaktirate koga od nas, Uroša recimo na tem področju še najbolj, ker vam lahko pomagamo. Tukaj pravzaprav ni nekih velikih skrivnosti, je pa to pomembno, da je dobro upisano, ker s tem res zagotovite to interoperabilnost in možnost ponovne uporabe. Zdaj, pač v DMP-jih predvidimo tudi način upisa, kot se pravi te provenience in tudi vseh okoliščin, kako so ti podatki nastali. To lahko zraven podatkov, v tistih recimo nizih datoteku, repozitoriju, se običajno najde neka readme datoteka, ampak jaz bi vam svetoval tlele, da se potrudite, resnično kakovostno, kakovost zagotavlja objava raziskovalnih podatkov v podatkovnem članku, ki ga objavite v kakšni podatkovni reviji. Podatkovni članki niso članki, ki na koncu z interpretacijo, z polemiko, debato, diskusijo, kakorkoli že, analizo, zaključke povzamejo in neko hipotezo potrdijo ali ne potrdijo. Podatkovni članki opisujejo metodologijo ustvarjanja in pa vseh ostalih vidikov ravnanja s podatki. In gredo skozi recenzijski postopek, podobno kot ostali članki. In to pomeni, da vi v bistvu sam svoj proces ustvarjanja podatkov date recenzirati, kar je z mojega vidika gledano je to
izjemno lahko, zagotovi boljšo kakovost. Imamo različne podatkovne revije tudi, ki se sam s tem ukvarjajo. Recimo ena taka podatkovna revija je Data in Brief, to je Elsevierjeva revija, ki ima sam podatkovne članke. Recimo tle, če pogledamo, to je en podatkovni članek, ki dejansko govori o metodologiji in potem te podatke tudi objavi in nič drugega. Se pravi, ni naprej več diskusija, se pravi, ni vsebinskih zaključkov, ampak vsebina je metodologija ustvarjanja, zbiranja in ravnanja s podatki. Zdaj, proti koncu gremo, kaj morajo seveda upravičenci pol seveda narediti, če povzamemo. Vzpostaviti, da ravnajo v načelu FAIR, skratka. Vzpostaviti in redno morajo posodabljati načrte ravnanja s podatki, DMP. Arhivirati morajo podatke v zaupanje vrednem repozitoriju v najkrajšem možnem času in v obrokih določenih v načrtu. Zdaj, v bistvu, ko vi članek objavite, morajo podatki že biti objavljeni tudi, na to morate biti pazljivi, v obzorju Evropa. Zagotoviti morajo odprti dostop do podatkov v zaupanje vrednem repozitoriju, takoj, ko je to mogoče in v skladu z roki, po načelu odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno. Se pravi, tukaj je pomembno to, da pač tudi te izjeme lahko upoštevamo, ampak vendarle, po tem načelu pa ravnajmo. In v repozitoriju tudi zagotoviti informacije o kakršnikoli drugih raziskovalnih rezultatih, izsledkih, karkoli, orodjih, instrumentih, potrebnih za validacijo podatkov in za ponovno uporabo. Izjeme smo že imeli. Jaz ne bi tle na dolg pa širok, ta dva vidika sta, se pravi, en vidik je vaš osebni, komercialni, patentni, kakršenkoli interes, drug vidik je nek zakonski razlog, se pravi, varstvo osebnih podatkov, etc. Pri podatkih je to kar pomembno, zaradi tega, ker mnogi, sploh v družboslovju, s kakimi osebnimi podatki v medicini, lahko tudi v biokemiji, ne vem, tako, pač morate sami to vedeti. Ampak ja, ta dva vidika sta. Ampak omejitve dostopa morajo biti utemeljene v DMP. Se pravi, vi morate že vnaprej v načrtu omejitve omeniti. Ukolikor se vi sredi raziskave spomnite, da bi del podatkov ali pa v celoti zaprli, zaradi tega, ker pač so vaši interesi se spremenili, lahko to naredite, ampak morate spet v DMP-ju to zapisati in pol tudi spraviti skozi pri tistih oficerjih gora. Zdaj, kot smo že rekli, metapodatki, dostopni CC0, se pravi, ali pa enakovredna licenca, temeljiti na načelih FAIR, ne bodo strojno berljivi, zagotavljajo informacije, vse o podatkih, to je ta minimum, ki smo ga prej omenjali, o podatkih samih, opis, datum arhiviranja, avtorji, podatki v repozitoriju, tako naprej. Podatki v projektu morajo biti podatki za avtorje, PID za avtorje, PID za pripadajoče objave in druge raziskovalne izsledke. Zdaj pa stroški ravnanja, Stroški ravnanja s podatki so v programu Obzorje Evropa upravičen strošek po pogodbi o financiranju. V DMP-ju upišite vse predvidene stroške. Upoštevajte vse potrebne stroške, posredne in neposredne. Posredni so lahko zelo širok zapišete, ampak če nastanejo zaradi, bi rekel, deljenja podatkov ali ustvarjanja podatkov, lahko to navedete. Se pravi, stroški lahko obsegajo tudi stroške hrambe, strojne opreme, osebja, priprave podatkov za arhiviranje, stroške storitev repozitorijev, če morate kaj plačati. Tako. Tukaj so pa zdaj še koristne povezave, nasploh, ne samo o raziskovalnih podatkih, ampak sicer širše, tudi za nasploh o odprti znanosti v Obzorju Evropa in si jih lahko seveda ogledate. Tako, zdaj v bistvu tle smo naša odprta akademija, tukaj se opravičujem, tudi medtem se nam je tudi pridružila in je del naše odprte akademije tudi dr. Maja Peteh, tako da v zvezi s vprašanji na tem področju se lahko v prvi vrsti obrnete na njo, lahko se obrnete direkt na nas, lahko se preko Maje, preko repozitorija Deros, preko odprta knjižnica. Skratka, kup možnosti je, da se obrnete na nas. Z velikim veseljem vam bo pomagala tudi nova kolegica, ki ima mimogrede raziskovalno kariero, je aktivna raziskovalka in bo aktivno delala na teh podatkih, raziskovalnih podatkih.
Tako da se ne, bi rekel, da nekaj dolgo čakati, če prijete konkretno v kakršnekoli probleme, tako v programu Vzorje Evrope, kot tudi sicer.